Najprej se bom res dotaknil do nepreče teme, in to je pogajanj sindikati javnega sektorja, ki so se končali predvčerajšnjem. In skozi ta pogajanja dejansko v Novi Sloveniji ocenjujemo, da je vlada dobesedno klecnila. In ob tem se sprašujemo, kdo državo dejansko vodi. Kot se kaže, državo vodijo sindikati, pri tem pa nimajo nobene odgovornosti. Velja izpostaviti, da se masa plač od leta 2008 naprej v javnem sektorju je povečala. Velja tudi izpostaviti, da se je v javnem sektorju leta 2008 naprej povečalo število zaposlenih. Zato je ta odločitev vlade popolnoma nerazumna. Na drugi strani imamo pa gospodarski sektor, in v Novi Sloveniji jim dajemo vso podporo, da so se odločili in zapustili pogajanja, kajti vlada, namesto da bi jim prisluhnila, jih obremenjuje z novimi in novimi davki ali pa višjimi davki. Ponovno poudarjam, kot vedno trdimo v Novi Sloveniji, javni sektor je potrebno racionalizirati, zmanjšati in nujno je potrebno maso plač. Kajti dejansko ta mačehovski odnos vlade do gospodarstva, ki ga dodatno bremenjuje, na zadnje gospodarstvo je tisto, ki tudi financira javni sektor in tudi dejansko vozi ta voz Slovenije iz krize naprej. Poudarjam, na mestu spodbud so gospodarstveniki deležni zgolj višjih davkov in novih obremenitev. V Novi Sloveniji bomo do naslednje redne seje Državnega zbora predstavili konkretne ukrepe, proračunske ukrepe, vezane na trošarine in strukturne ukrepe v javnem sektorju. Želimo nekako pomagati slovenskemu gospodarstvu in biti še naprej tisti glasnik slovenskega gospodarstva v sami politiki. Kajti nastaja namreč vtis, da vlada ni na strani gospodarstva, nima posluha do podjetnikov, obrtnikov in gospodarstvenikov. Zdaj naprej bi rad poudaril, glede novih davkov, tudi sama novinarska konferenca je bila sklicana s tem namenom. Novi davki ali pa višji davki, višje trošarine niso nobena rešitev. Nobena država ni iz krize izšla s tem, ko je dvigovala davke ali pa uvajala nove trošarine. In to je napačna fiskalna politika te vlade, ki se je nekako odločila, da bojo novi davki primarna stvar. V zadnjih 14 dneh smo priča kar nekim novim davkom in tukaj se bi rad osredotočil na davek oziroma uvedbo trošarine na sladke pijače. Nova Slovenija je prejšnji teden dala pobudo za sklic nujne seje 3 parlamentarnih odborov, in sicer parlamentarnega odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter finance in monetarno politiko. Zakaj smo sklicali? Zaradi tega, ker uvedba nove trošarine na sladke pijače ne prispeva k temu, da bi se slovensko gospodarstvo oziroma proizvajalci sladkih pijač, da bi se krepila ta podjetja, ampak prispeva k večjemu k temu, da bo ob minimalnem izplenu, to je 8 milijonov evrov, bila izguba pri teh podjetjih mnogo večja. Pod pretvezo zdravstvenih razlogov, namreč ministrstva navajajo predebelost otrok na račun sladkih pijač, se torej s fiskalnim ukrepom nekako posega v samo zdravstvo in to je ta napačen način. Mi v Novi Sloveniji se zavedamo, da je debelost otrok in mladostnikov resen problem, ki ga bi morali reševati celostno, na celosten način, z nekim celostnim pristopom, ne pa s fiskalnim ukrepom. Po drugi strani pa temu davku odločno nasprotujemo in podpiramo proizvajalce predvsem zaradi razlogov, kot so nova odpuščanja in selitve proizvodnje. Sam prihajam iz Vipavske doline in v Ajdovščini veste, da je podjetje Fruktal, ki ustvarja na leto 1,6 milijona evrov dobička. Po njihovih izračunih jih bi novi davek prizadel v višini 2 milijona evrov.
in bi naprej poslovali z izgubo. Poudarjam tudi izplen novega davka pri vseh proizvajalcih sladkih pijač bi bil predvidoma okrog 8 milijonov evrov. Tukaj pa Gospodarska zbornica Slovenije opozarja, da bi prišlo na račun novih brezposelnih in seveda plačil za nadomestila brezposelnim osebam in ostalim stvarem, ki bi sledili odpuščanjem, da bi prišlo do izgube okrog 30 milijonov evrov. Poudarjamo, samo v Ajdovščini bi novi davek oziroma nova trošarina prizadela 270 zaposlenih. V celotnem sektorju, v katerem deluje 11 proizvajalcev sladkih pijač, pa je okrog 700 zaposlenih. To predstavlja okrog 170-180 družin. Kaj to pomeni nadalje? Kaj ti ministrstvo pravi, da gre v bistvu za zdravstveni ukrep? Jaz bi tukaj rad navedel primer tudi Danske, namreč Danska leta 1940 je že uvedla davek na sladke pijače, potem pa ga je postopoma ali znižala ali pa zvišala, ampak letošnjem letu se je Danska odločila, da bo ta davek ukinila, da bo trošarino ukinila. Zakaj? Zaradi tega, ker ta trošarina ne pripomore gospodarski rasti in drugim gospodarskim aktivnostim. Kako bodo na koncu te verige, pa velja omeniti tudi kmete. Kajti, proizvajalci bodo za to ceno, koliko znaša ta trošarina, bili morali znižati trgovcem. Se pravi, če bo recimo trošarina, dam primer, toliko in toliko centov, bojo proizvajalci trgovcem bili prisiljeni prodati izdelek po nižji ceni. Naprej bojo pa proizvajalci pritiskali tudi na same kmete, ki so pa na začetku verige. In to pomeni ne samo propad pri proizvajalcih, ampak tudi pri samih kmetih. Prav zaradi tega, ker je ta davek oziroma nova trošarina dejansko že zguba na samem začetku, smo v Novi Sloveniji se odločili za sklic nujne seje 3 odborov, še preden je sam zakon v parlamentarni proceduri. Na to sejo 3 parlamentarnih odborov smo povabili tudi same direktorje proizvajalcev, obrtno zbornico, gospodarsko zbornico in pristojne ministre. In še enkrat poudarjamo, noben davek ni dobrodošel za zagon, za razvoj slovenskega gospodarstva. Tudi trošarina oziroma dvig trošarin na sama živila so povsem neprimerno orodje za uravnavanje potrošnje, in če bi želeli pristopiti celostno k problemu predebelosti otrok in mladostnikov, potem bi primarno morali iz izobraževalnih institucij umakniti sladke pijače, avtomate in tako naprej. Pa tudi različne študije kažejo na to, da pri mladostnikih predvsem primanjkuje gibanja in da v bistvu same sladke pijače niso dejansko ta največji problem.